Nedavno so se vrnili z amaterskega svetovnega prvenstva v Italiji, kjer je njihova ekipa osvojila 3 medalje. Kadeta Nastasija Koca in Samo Petric sta vsak v svoji kategoriji osvojila bron. Robert Grgurič pa je v finalni borbi v članski kategoriji izgubil proti evropskemu prvaku in tako osvojil naslov vicešampiona. Da to niso prve medalje v njihovem klubu, pa smo se prepričali, ko smo jih obiskali na treningu. Tekmujemo v tej naši internacionalni Muay Thai ligi, ki jo sestavlja približno 12 do 14 držav, od tega 26 klubov. In med vsemi temi klubi so bili lani v skupnem seštevku na 3. mestu. Ja, res je, ampak za te rezultate je treba fajn delati. In se marsičemu odrekati, dodaja Robert Grgurič, ki se vozi z Hrvaške in že 3 leta ob službi trenira vsak dan. Tako odrekanje ni sladkov, ni pijače, alkohola, cigaretov, ni, ne gre tako. Moramo vsak dan trenirati, čez vikend še več odmora, spanje, dosti spanja pomaga, odmor, prehrana. Tega se zaveda tudi srednješolec Samo Petric, kljub temu pravi. Prav priti na vrh, to mi je res cilj. Trener iz Zairi, ki borilne veščine trenira od svojega 5. leta naprej, pa je prepričan, da je v njihovem klubu kar nekaj talentiranih tekmovalcev, ki bi lahko posegali po šampionskih naslovih. Mednje sodi tudi 13-letna Nastasija Koca. Jaz sem jih obljubil, čez 5 let bomo sigurno gledali, kje na televiziji s kakim šampionskim pasom, definitivno, če bo pač trenirala tako kot da. Je to tvoj cilj? Nimajo pa vsi, ki trenirajo tajski boks v črnomajskem klubu Gladiator, takšnih ciljev. A tako je tudi prav, pravi trener. Se je cilj kluba predvsem pritegniti mlade k borilnemu športu in zdravemu načinu življenja.